Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Tako kot smo že napovedali, je danes v naši družbi Slavko Petek, dolgoletni dirigent Ormoškega pihalnega orkestra, ravnatelj glasbene šole Ormož, glasbenik, ves glasbenik, tako kot rečemo po domače, in človek, ki je veliko storil za kulturo v Ormožu, predvsem pa za mlade glasbenike. Dober dan, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav gledalcem KTV Ormož. Kaj to slišimo? Vaš delovni vek se izteka, je to res? Ja, kot sem že povedal, na koncertu ima vsaka stvar svoj konec, tako je rekel moj nekdanji učitelj Alojz Krenčan, da klobasa ima dva konca, glasba pa baje konca nima, ne. Ampak ker sem jaz človek, pa tu tudi nekje mora biti konec nekega dne. No, vseeno verjamem, da najbrž ne boste kar tako pustili vsega. Ja, zaenkrat razmišljam, da bi kar pustil. Meni se delovna doba izteka 31. se pravi konec avgusta, in 1. septembra bi naj bil upokojen. Z pihalnim orkestrom, se pravi šolo zapustim sigurno, ne. S pihalnim orkestrom je pa zelo dosti dela, tudi dosti finančnih zadev, in je nekako to bilo do zdaj vezano zmeraj z ravnateljem glasbene šole, da je tudi vodil pihalni orkester. In fajn bi bilo, če bi bilo tako tudi dalje, in ker ne vemo niti kdo bo ravnatelj, niti tak, mi bomo zdaj po novem letu dali razpis za novega ravnatelja že za septembra in se bodo postopki začeli, tako jaz tu ne morem nič obljubljati zdaj, da bi še lahko dalje vodil orkester. Tudi nekako že malo voljo izgubljam, ker je res ogromno dela, ne toliko z vodenjem orkestra, koliko z vsemi pripravami za take koncerte, kot smo ga zdaj imeli ob 120-letnici, od vseh tekstov, tehničnih priprav in tako dalje, solisti, pokrovitelji z denarjem, in malo moram reči, da mi je že mogoče volje zmanjkalo, malo sem tudi starejši, mogoče pa se prej utrudil. No, na koncertu je seveda tudi bilo povedano, da pravzaprav za en takšni koncert za vse poskrbite, ne? Bo prevažate sponzorje, kot rečete, potem tudi za glasbo, za vse, kar je treba. Pa kljub temu, ne, 39 koncertov, ne bi še potem počakali na 40. Ja, malo se čudno sliši, da ni 40, ne, to mene tudi malo jezi, moram reči, 40 je le 40, 39 pa je 39. No, glede teh prevozov moram reči, da ne poznam nobenega pihalnega orkestra v Sloveniji in sploh ne poznam nobenega pihalnega orkestra, ki bi se spuščal v take projekte, kot se mi spuščamo, ne. Mi, ko smo gradili večnamensko dvorano pri osnovni šoli Ormož, ne vem, če se spomnite, takrat je bil samo prispevek, zato vsem ljudem smo obljubljali, da bo vsem zadevam služila ta dvorana. Nihče ni rekel, da bo to telovadnica ali pa športna dvorana, ves čas se je govorilo, da bo večnamenska, in mi smo to seveda prijeli in smo rekli temu, pa mi tu notri imeli tudi koncerte, in odkar dvorana je, mi imamo v tej športni dvorani koncerte, vendar imamo resnično zelo dosti dela, da pripravimo telovadnico v koncertno dvorano, če lahko tako rečem, da jo tudi primerno akustično obdelamo, da se sploh v dvorani da igrati. No, od začetka smo vozili tudi vse praktikable, vse stole smo si pri Veliki Nedlji posodali in tako dalje. Pozneje smo to uspeli kupiti skupaj z osnovno šolo, tako da zdaj imamo oder v bistvu svoj v telovadnici, tudi stole imamo, tako da so za vse prireditve primerne, in je nekaj manj dela s tem, ne, da več ne prevažamo tega, vendar vseeno kompleten oder postaviti, kompletno inštrumente, pripeljati stole, notna stojala, je kar nekaj dela. No, enkrat smo imeli koncert v Lendavi, v njihovem kulturnem domu, čudovito, moram reči, ne. Jaz vem, da si v Ormožu nekaj takega ne moramo privoščiti, je pa glih tako velika dvorana, kot mi imamo, na primer, tu ljudi, enih 600 ljudi, ne, in v Lendavi imajo taki kulturni dom, in tam smo enkrat imeli koncert. Naslov je bilo Pozdrav pomladi. Smo res uživali takrat, ne, in če bi se dalo, na primer, samo to ne upamo narediti, da bi avtobuse naročili in se odpeljali na koncert pihalnega orkestra v Lendavo, to bi bila prava zadeva, samo predvidevam, da Ormožanci ne bi šli. Ja, morda pa bi, ne, glede na to, ne vem, ne upamo probati. Ja, da bo 40-letnica, ne. Ja.
Pravzaprav pa ste vi človek, ki ste vse posod nekje bili zraven, ko se je karkoli dogajalo. Končno ste tudi vi bili zraven, ko se je v Ormožu ustanavljala kabelska televizija. Ja, nimam glih nekega mirnega duha, bi rekel, zmeraj iščem, kaj bi bilo treba kaj narediti in se ukvarjam resnično z zelo dostimi stvarmi, tako da me že zaradi tega ne rabi biti strah, kaj si bom, ko bom upokojen, začel. Med drugim sem tudi kmet, imam kar nekaj živali, sem vinogradnik, sem čebelar, sem vse sorte, z oldtimerji se ukvarjam, popravljam stare avtomobile in tako dalje, tako da zdaj v soboto imamo občni zbor čebelarskega društva, tam sem tajnik, tako da res imam dosti dela. No, s kabelsko televizijo je pa takrat bilo tako, da je bilo zmeraj več programov tudi v zraku in edino Ormož od vseh mest okrog takrat ni imel še kabelske televizije. Bila je na Ptuju, bila je v Varaždinu, Čakovcu, v Lenartu, v Mariboru, v Ljutomeru, tako. In je bil potem, zdaj so čisto drugi časi, ne? Zdaj po vsakem kablu že lahko spuščamo televizijski signal, takrat pa seveda to ni bilo možno in je to bil res veliki projekt in mislim, da je bilo to dobro, da smo takrat to naredili. No, to je samo eden izmed projektov, pri katerem ste bili zraven. Na kaj pa ste recimo najbolj ponosni? Od vsega, kar ste naredili od teh 45 letih delovne dobe. No, na vsak način je to glasbena šola, ne? Glasbena šola, ki je kar uveljavljena v prostoru. Imamo zelo nadpovprečno, moram reči, vključenost osnovnošolskih otrok v glasbeno šolo, okrog 17% in čez. Republiško povprečje je nekje 14%. In seveda me veseli, da smo zdaj potem pred par leti naredili tudi to novo zgradbo, obnovili, delno zgradili na novo, kjer zdaj glasbena šola notri je. Res lepo nareto in dobre pogoje. Uspeli smo seveda dobiti tudi dvorano za vaje pihalnega orkestra. To niti ni bilo čisto po standardu, moram reči, ampak smo takrat rekli, da bi bila to istočasno tudi učilnica za tolkala, kar v bistvu je. Čez dan je učilnica za tolkala, zvečer pa je pač dvorana za vaje pihalnega orkestra. Da smo to uspeli pridobiti, se pravi dvorano, eno za pihalni orkester, eno za nastope, ki je popolnoma druga akustika za nastope učencev, in pa glasbeno šolo tako kot je. Seveda nismo nič predimenzionirali, da bi rekli, da bomo nekega dne imeli, ne vem, 500 učencev, če jih zdaj imamo 250, in ker je v bistvu ni otrok v občini, ne, in nima smisla, da bi nekaj predimenzionirali, tako da je glasbena šola narejena ravno za te take potrebe, kot je zdaj. Ponosen sem pa seveda tudi na pihalni orkester, ne, ki deluje v sklopu glasbene šole, namreč glasbena šola po zakonu o glasbenih šolah mora imeti orkester, drugače ne more biti samostojna šola. Javna glasbena šola mora imeti orkester in je v bistvu to ta orkester, katerega šola ima. Res, da je učencev zdaj glasbene šole nekoliko manjši procent vključenih notri, kajti mi seveda smo zelo veseli, če igrajo tudi tisti, ki so glasbeno šolo končali, kajti smisel učenja nekega instrumenta je, da potem nekaj igraš. Ne? In zdaj, če bi mi učence takrat, ko končajo glasbeno šolo z orkestra nagnali, češ to zdaj samo lahko učenci igrajo, bi to bil popoln nesmisel. Ne? Se pravi, pri nas igrajo seveda zdaj že očetje, pa njihovi sinovi in tako dalje, ki smo jih že učili v glasbeni šoli in je tako prav. Ne? Imeli smo zdaj revijo koncert slavnostni za 200-letnico javnega glasbenega šolstva v Mariboru, 25. oktobra, in smo mi prišli kot šolski orkester tam nastopati in se ena učiteljica pohecala, da ima naš šolski orkester kar visoko povprečno starost. Ne? Samo mislim, da ni tako prehudo, ker imamo res ogromno otrok notri in se mi ta način dela, da lahko vsi igrajo, tudi takrat, ko so že starejši, se mi zdi na vsak način tako najbolj prav. No, čar tega orkestra je pravzaprav to, da je medgeneracijski, bi lahko rekli. Ne? Se lahko tako eden od drugega marsikaj naučijo, najbrž. Ja, enkrat smo imeli revijo pihalnih orkestrov v Velenju, pa je tam bil tudi en gospod, ki je to poslušal, pa potem malo povedal, kaj je dobro, pa kaj je slabo. Pa je rekel, da se mu najbolj dopadne pri nas ravno to, da ima vsak učenec svojega mentorja zraven, kateri lahko prenaša znanje, se pravi starejši na mlajše.
So vsi izučeni glasbeniki v orkestru, recimo, da so obiskovali vsaj nižjo glasbeno šolo? Ja, obiskovali so seveda vsi, s tem, da pač različno dolgo. Nekateri so naredili 8 razredov, nekateri 6, nekateri tudi manj. In znanje godbenikov v orkestru je različno, vendar verjamem, da vsaki se trudi in naredi pač koliko največ lahko in zmore. Ne samo pihalni orkester, na katerega ste seveda lahko zelo ponosni, vsaj po tem, kar smo slišali na 39. novoletnem koncertu, ste tudi idejni oče tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja. Tudi to je projekt, na katerega ste dejansko lahko ponosni. Ja, takrat smo razmišljali pravzaprav, da se v Ormožu nič ne dogaja, da ne moremo pripeljati ljudi za nobeno tako prireditev večjo v Ormož, da bi lahko pripeljali, 10 avtobusov, ki bi se ljudje potem zadrževali ves dan v Ormožu. In smo razmišljali, kaj bi bilo dobro, da se v Ormož pripelje, in potem je bila ena taka niša, namreč tekmovanje pihalnih orkestrov, se pravi Zveze pihalnih orkestrov Slovenije, že poteka dalj časa. Ampak mi smo ravno zaradi tega, ker smo šolski orkester, imeli tam nekaj problemov, da nas niso več hteli vzeti na tekmovanje, mi smo se včasih teh tekmovanj udeleževali in smo potem rekli, kaj če bi mi izmislili eno svoje tekmovanje tu v Ormožu, malo drugačno, tudi manj strogo glede kriterijev udeležbe in tudi igranja, in smo rekli, kaj če bi bilo pa to nekaj zabavnega programa. Takrat smo to začeli, mislim, da pred 21 leti. Takrat še ni bilo tekmovanje Vinka Štruclja, ker je Vinko Štruclj bil še takrat živ. In to smo pa pozneje potem spremenili in v naziv dali Vinka Štruclja, ki je v bistvu naš domačin z Miklavža pri Ormožu, znani slovenski glasbenik, in smo potem poimenovali to tekmovanje po njem. Kako pa se spominjate tistih prvih tekmovanj? Oziroma minulo leto je bilo 16 godb. Katero to tekmovanje je bilo najštevilčnejše? To na pamet ne vem, mogoče je bilo kar lansko leto najštevilčnejše, ampak moram reči od začetka, ko smo to začeli, to tekmovanje. Tekmovanje je potekalo v šotoru v Mestni grabi. Izredno prijetno vzdušje je bilo tam, bila je tudi vsa ostala ponudba, pijač, jedač in tako dalje. V šotoru se je vse dogajalo, tudi poleti se je dogajalo, in obvezen del tega tekmovanja je tudi bilo korakanje pihalnih orkestrov. Kdo ni sodeloval v paradi, ni mogel tekmovati. No in je bilo, moram reči, to zelo prisrčno. Potem se je nekega trenutka dogodilo, da nismo smeli več v Mestni grabi postavljati šotora, namreč to smo ga postavljali v glavnem mi godbeniki, smo vse pripravljali, nismo več smeli postavljati šotora, potem je bila zgrajena športna dvorana in smo se preselili v športno dvorano. Potem smo se spet preselili v šotor in letos pa na srečo je bilo spet, moram reči, ker je bilo zelo slabo vreme za Martinovo. No, potem smo z Martinovega to pred par leti prestavili, mislim z Martinovega, konec junija prestavili na Martinovo, kar je tudi bila dobra poteza, kajti pihalni orkestri imajo zgleda več časa se udeležiti tega okrog Martinovega, kot pa konec junija, ko so razne mature, konec šole je, vemo, gostovanja razna in več stvari se dogaja kot za Martinovo, tako da je bila to dobra poteza in me veseli, da je to že 21. leto lani bilo in upam, da še dolgo bo. Seveda bo, glede na to, da zares kvalitetni pihalni orkestri prihajajo na ta tekmovanja, se zdi. Ja, lansko leto je bila zelo huda konkurenca, moram reči. Ni zmeraj enako, včasih je manj, kot veste, poteka to v 3 kategorijah, do 35 članov, do 41 članov in nad 41 članov. Mi smo že tudi taktizirali, da smo šli včasih v manjši, nas je dosti, v našem pihalnem orkestru nas je 60 lahko in tudi več, se pravi, smo zmeraj med največjimi, najboljšimi orkestri. Smo pa že včasih tudi naredili, da nas je bilo manj, smo probali iti nižje, ampak ni nobenega smisla, ker takrat je pa kjer dober orkester prišel tam. No, predlansko leto smo mi zmagali v tej najvišji kategoriji, je bilo nekaj tudi hude krvi glede tega.
nekatere godbe so pač mislili, da bi morali oni zmagati, ampak ko greš na tekmovanje, glasbo se ne da meriti, ne da se stehtati, ne da se nič, se pravi, to je čist subjektivno, kaj se komu dopade in je nekomu drugemu lahko čist nekaj drugo lepše. V glavnem, vsa ta tekmovanja so pač tak, imamo določene kriterije, kjer se ocenjuje veččlansko žirijo in kakšni rezultati pridejo ven. No. To je bilo predlani, lansko leto je pa res, mislim, da je Šoštanj zmagal v naši kategoriji, so bili kam boljši, tudi jih je bilo dosti več, so se kar z 2 avtobusoma dopeljali, ne z enim. Ne. No, kot sem rekel, je bilo zelo slabo vreme in je bilo res fajn, da smo imeli v športni dvorani. V športni dvorani je tudi boljše igrati, ker ni take galame, kot v šotoru, ker v šotoru so tudi šanki, tudi se pije in je zraven, kar ima seveda svoje pozitivne zadeve, ker pač godbeniki ves čas tudi poslušajo, bolj domače, vse skupaj. V športni dvorani je pa bolj sterilno, ampak je bilo toplo in suho, moram reči. No, niste povedali, v pihalnem orkestru pa boste vseeno sodelovali, ne? Če tudi ne bi več bili dirigent. To sem tudi rekel, jaz v glavnem, dokler bom igral kaj meni, jaz zelo rad igram, jaz sem drugače trobentač in zelo rad igram trobento, jaz sodelujem tudi, igram tudi v orkestru veteranov Štajerske v Mariboru, imamo tudi kar par nastopov na leto in na vaje hodimo tja, tudi gostujemo v tujini. Mi je zelo všeč, da grem tja in samo igram, da nimam nobenih drugih obveznosti, res si oddahnem. Ker tu moram razmišljati o vsem, ne? Tam pa sem samo eden izmed članov, pridem tja, igram, če pridem, ne pridem, če ne pridem, ne pridem, ne? In je to eno čist drugo stanje. Tako da jaz bom igral verjetno najmanj v 2 ali pa mogoče še večjih pihalnih orkestrih, ki me bo pač kdo rabijo. Igram tudi lahko različne inštrumente. Lansko leto smo naredili en veteranski orkester, sestavljen iz godbenikov iz cele Slovenije. In smo šli, ker je bilo to avgusta, ni mogel noben drugi pihalni orkester iti gostovati v Šladming. In smo naredili veteranski orkester godbenikov iz cele Slovenije in je bilo prosto mesto hornista. Trobentačev je bilo dovolj in sem jaz potem tam igral rok in moram reči, da sem tudi zelo užival med profesionalnimi hornisti, 3 smo bili, eden iz Filharmonije z Ljubljane, eden iz srednje glasbene šole in pa jaz. In smo se zelo fajn imeli. Ne. Tako da ni še kaj bi si človek začel tudi na tem področju, kar nekaj je še. No, obstaja kateri instrument, ki ga ne igrate? Ja, seveda obstaja. Jaz sem bolj trobilec, jaz nisem nekaj drugega, samo o trobilih govorimo, pa mogoče o tolkalih. Ne. Zdaj za trobilce je seveda važno, da imajo zobe, brez zob se to ne da igrati, upam, da bodo mi še nekaj časa držali, da bom lahko igral, potem pa so tu še tolkala, pa še mogoče kaj se bi našlo. Ne. Ja, pa še morda beseda 2 o tem vašem minulem 39. koncertu novoletnem, ki je seveda spet bil nekaj zelo lepega in spektakularnega. Kako recimo se pravzaprav pripravljate na en takšen novoletni koncert? Vemo, da vsako leto je neka nova tema, kako to izbirate? Ja, res je, vsako leto je nova tema, vendar zdaj, ko je bila 120-letnica orkestra, ni bilo neke teme, ampak je bil pač izbor skladb iz minulih koncertov. Moram reči, da se v tem primeru tudi nekaj denarja prišpara, namreč te skladbe so zelo drage, ne, pod 100 evrov ni nobene, pa kar krepko gor. In ko imamo, tako kot smo imeli zdaj obletnico, tudi za 110, pa tudi za 100-letnico smo imeli izbor skladb, takrat ne rabimo kupovati novih not in tudi nekaj se tu prihrani. No, zdaj sama 120-letnica smo podelili tudi kar precej priznanj našim godbenikom za njihov trud v orkestru. Tu smo podeljevali značke preko Republiškega sklada za kulturo. Za kulturne dejavnosti? Za kulturne dejavnosti in pa tudi preko Zveze godb, dvojne. Tu se pravi, se podeljuje za 2, 5, 7, 10 let in praktično so vsi godbeniki, ki so sodelovali več kot 2 leti, so dobili neko priznanje. To je bil kar precej veliki projekt, namreč tudi tu treba napisati za vsakega godbenika eno stran utemeljitev, zakaj ravno on mora to dobiti. Ne?
in je tu kar nekaj pisanja, ki seveda mi seveda tudi tajnika nimamo pri godbi, spet moram to vse jasno narediti. In zaradi tega projekta 120-letnice pihalnega orkestra in pa tudi projekta 200-letnice javnega glasbenega šolstva na Slovenskem, ki smo tudi praznovali lansko leto, jaz nisem upokojil, namreč jaz že imam leto dni pogoje za upokojitev, vendar sem rekel, moram te projekte speljati do konca, tudi da se ta priznanja podelijo potem vsem zaslužnim, potem pa bomo dalje videli. Naslednjo leto se ne rabi nič podeljevati spet do neke obletnice, naprimer 5 let ali pa kaj takega. Tako da je to bil en projekt, zaradi katerega sem jaz tudi ostal še na delovnem mestu. No, vsi tisti, ki ne vedo, 88 priznanj je bilo podeljenih, tako da je to res lepa številka in veliko je zaslužnih članov v vašem orkestru. Tudi vi ste dobili lepo častno priznanje svojega orkestra. Moram reči, da so me moji godbeniki zelo presenetili. Jaz o tem nisem vedel nič. Jaz sem sicer dobil priznanje, kar je bilo tudi po planu Zveze slovenskih godb, namreč naš orkester je član Zveze slovenskih godb in Zveza slovenskih godb je članica Mednarodne zveze godb. In ta Mednarodna zveza godb podeljuje za 50 let tudi priznanja godbenikom in za 50 let delovanja, namreč jaz od 8. leta starosti že sodelujem pri pihalnem orkestru, sem jaz dobil pač priznanje za to 50 let. To sem vedel, da to dobim. Dočim za to, kar so mi godbeniki podelili častno nagrado pihalnega orkestra, to so si izmislili nekaj seveda. Moram reči, da so me zelo presenetili, sicer se mi je lepo zdelo, ampak jaz se res s tem nisem ukvarjal, ker nisem imel niti časa, se pravi, sem moral nehče drugi in moram reči, da se mi je lepo zdelo, pa najlepša hvala. No, povedali ste že uvodoma, da vam dolg čas, ko boste upokojeni, ne bo. Čemu boste torej dali prednost? Jaz zmeraj govorim, da mora človek imeti neki hierarhični vrstni red, kaj je bolj pomembno, pa kaj je manj pomembno. Eden izmed mojih godbenikov, tudi zaposlen v glasbeni šoli, me je klical 1 uro pred koncertom, da on danes res ne more priti igrati, se pravi ob 6. me je klical, da ob 7. res ne more priti igrati. Zdaj ne vem, ali je bil bolan, ker niti nisem hotel poslušati, kaj je govoril, ali je bil otrok mogoče bolan ali pa kaj takega, vendar to se meni nikoli ni zgodilo. Zaradi tega, ker je pač bil pihalni orkester mogoče na prvem mestu na tej moji vrstnem redu pomembnosti zadev in jaz nikoli nisem bil bolan. V teh 39 letih pa tudi noben moj otrok ni bil nikoli bolan. Tudi če je bil, jaz to nisem priznal, da je ker je bolan, da bi to mene kaj lahko motilo pri svojem delu. Vendar vsi ljudje pač tako ne gledajo na to in ne gledajo, ni jim to tako pomembno, zgleda vse tako. Enkrat sem se hecal, pa sem res naredil lestvico, kaj je bolj pomembno, pa kaj je manj pomembno, pa to je že kar precej let nazaj, pa je bila moja žena na 7. mestu. Takrat je bila malo užaljena, zdaj pa trenutno ne vem, na katerem mestu je, pa kaj je zdaj pomembnejše, kaj bo pa potem, pa še moram potem malo razmisliti. Me zanima, na katerem mestu ste vi na vrstnem redu pri njenih prioritet. Ja, to boste pa morali njo povabiti na razgovor. No, to malo za šalo, malo za res. Simpatično se zdi, predvsem pa srčkano, lahko rečemo, da tudi vsi vaši družinski člani pravzaprav sodelujejo pri vseh muziciranjih, so vsi glasbeniki, tudi že vnuki, tudi, vsi, ne? Ja, moram reči, ja. Ženo sem ravno kar kregal prejšnji teden doma, namreč moški nikoli o tem ne odročamo, kdaj bomo otroke imeli, pa koliko bomo jih imeli, vse pri nas ni bilo tako, pa verjetno pri vas tudi ne. Ženske bolj to odločijo, in sem jo kregal, zakaj nismo imela 5 otrok, Ja. Zakaj smo imela samo 2, ker če bi imela 5, potem bi vseh 5 pri godbi igralo, in bi imeli še toliko več vnukov, ki bi že lahko igrali in tako dalje, samo zdaj je že seveda za to prepozno. No, morda pa bo več vnukov, toliko več. No, vnuk je igral že pri pihalnem orkestru, se je že velik kot jaz, Matic. Ta mali je pa sodeloval pri skladbici Vlakec, ki ga je vozil pred orkestrom, je bilo tudi zelo simpatično. Fino. Ja,
hvala lepa, da ste se vzeli čas za obisk v našem studiu. O zgodovini orkestra ne bomo govorili, ker že vsi zelo dobro vemo, kako je to vse skupaj potekalo včasih. Ampak morda še tista anekdota, vseeno bi jo želeli slišati iz vaših ust, kako je to bilo potem tistega leta 1959, ko se je ustanavljala nižja glasbena šola v Ormožu. Ja, jaz zmeraj rečem, da je zgodovina pihalnega orkestra dolga in zanimiva. Mi sicer, jaz sem raziskoval nazaj do 1886, to se pravi takrat, ko je bilo ustanovljeno tudi gasilsko društvo Ormož okolica s sedežem na Hardeko, se je reklo. In oni so takrat povabili pihalne orkestre godbenike, ki jih je kar nekaj bilo okrog, z Litmerka in drugod, da se ne priključijo gasilskemu društvu in bi imeli potem gasilsko godbo. To je od začetka seveda bilo zelo uspešno, potem pa seveda ne več, ker je bilo teh godbenikov malo, vsak je imel seveda svoje skrbi in se je vse sorte zanimivo dogajalo. No, 59. leta so pa že spet bile vse okrog, tako kot smo prej rekli za kabelsko televizijo, so bile že vse okrog po mestih ustanovljene godbe. Ljutomer ima daljšo tradicijo, Ptuj, da v Varaždinu in Čakovcu ne govorimo. In takrat so seveda v Ormožu rekli, da hočejo imeti dobro godbo in so rekli, brez glasbene šole dobre godbe ne morejo imeti. In so potem ustanovili, mislim, da se je pisal Holc, direktor Zarje je bil takrat, on je bil glavni iniciator za to in so ustanovili glasbeno šolo v Ormožu. Seveda niso imeli ravnatelja, so prosili ljutomerskega ravnatelja, da je še bil v Ormožu honorarni ravnatelj, ker on je imel izkušnje. To, če zdaj gledamo nazaj, mi je bilo zelo všeč. To bi morali tudi takrat narediti, ko smo v Ormožu gimnazijo ustanovljali, povabiti nekega izkušenega ravnatelja, ne začeti vse z novinci. In tu so v Ormožu to naredili in seveda ni pa bilo interesa potem pri učencih, ki bi igrali kakšne inštrumente. Zato je takrat direktor Zarje rekel, da pač vsi, ki se hočejo biti vajenci za trgovce, morajo obvezno obiskovati glasbeno šolo in to je instrument za pihalni orkester, ne klavir. Se pravi klarinet, saksofon, trobenta in takrat so seveda vsi trgovci, ki so se takrat začeli učiti, so morali nekaj igrati in takrat je začel pač orkester, lažje je začel delovati, ker so imeli šolo in je seveda bilo tudi v orkestru kar od začetka zelo dosti trgovcev. Nekateri so potem zamenjali poklice, nekateri so se še došolali in tako dalje, ampak jih je kar nekaj bilo od začetka. No, kdaj pa so potem petkovi deca prišli zraven, vi in vaši sestri? Ja, jaz sem prišel nekje 62. leta sem jaz prišel k orkestru, 62. Sestre pa potem malo pozneje, ker so najprej igrale klavir pa harmoniko, pozneje pa še se potem odločile za tolkala in pa klarinet, da so lahko prišle k orkestru. Jaz sem pa bil že ves čas na trobenti in jaz sem s trobento lahko prišel potem malo prej. Tako, za konec si bomo seveda ogledali odlomek iz minulega 39. novoletnega koncerta. Katero skladbico predlagate, da si jo ogledamo skupaj? No, kot sem že rekel, sam koncert je bil izbor skladb iz minulih koncertov. To se pravi, bi lahko rekel, da so bile ta boljše skladbe iz posameznih koncertov, tako da bi težko rekel, mogoče Liber Tango je bil dobro zaigran, pa druge tudi, tako da najboljše, da se gledalci pogledajo celi koncert. Vsekakor. Hvala lepa še enkrat, torej, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiu. Upam, da bomo še sodelovali na kakršenkoli način. Vsekakor pa uspešne te zadnje mesece, ravnateljevanja in potem veselo penzijo. Hvala, pa toliko veliko, če bi bilo, bi še bilo fajn. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, bodite z nami tudi čez teden dni, bomo kar tako ostali med glasbeniki. Čez teden dni se nam bo pridružil Tadej Vesenjak. Tudi on ima seveda veliko povedati. Srečno do takrat. Ura
še in